Prebrane celice so se tokrat skrile v naročje kamenčkov, ki sestavljajo mozaik otroških in mladinskih pesmi Saše Vegri. Pesmi je izbral in uredil Igor Saksida, prebrali pa sta jih Jasna in Zana. Potovanje v pesniško zbirko Naročje kamenčkov nas popelje čez množico različnih občutij, barv in razpoloženj v verzih. Zana si jih tudi ti odprtih rok vzela v svoje naročje. Ja, seveda sem. Nekatere sicer malo težje, nekatere malo lažje. Zelo so mi bile všeč te besedne zveze pa rime, kako je Saša Vegri obračala besede. Recimo pri Vse vedi sosedi, ko je Saša Vegri rekla takole: kdo koga pozdravi, kdo hodi po travi, kdo stene maže, kdo jezik kaže, kdo grdo laže. V glavnem zelo domiselne rime so bile. Pa zelo mi je tudi bilo zanimivo, kako je Saša Vegri opisala otroške pa tudi najstniške občutke v bistvu. Ja, pravzaprav je to zbirka za vse generacije, a ne? Nekako so pesmi zajete v 5 sklopov in že naslovi so izredno vabljivi. Recimo Bajke nočnih senc, pa potem Cica ptica ali pa recimo Zdravilne laži. Ta je bil še posebej zabaven. Ja, ta je bil res smešen. V bistvu te zdravilne laži mislim, da niso kot neke grde laži, neke klasične laži, ampak kot neka neresnica, neka domišljija. Zato so tudi zdravilne laži. Ker je domišljija lahko tudi zelo lepa, a ne? Ja. No, danes se nam iz Švice javlja Sašina vnukinja, paralokostrelka Živa Laurinc, in jo lepo pozdravljam. Živa, a si tudi ti med odraščanjem slišala veliko zdravilnih laži ali so ti bolj pri srcu ostale babičine resnice? Živijo, lepo pozdravljam vsi skupaj. Jaz srčno upam, da se zabavate ob prebiranju poezije moje babice Saše Vegri. Meni je rekla, veš, Živsla, a se lahko malo ustaviš zdaj, ker življenje je nekako tukaj in zdaj in če skozi hitiš, ga ne doživiš. Hvala za te modre nasvete, še vedno se jih učim. Jaz upam, da tudi vi kdaj znate podoživeti kakšne take res posebne trenutke. Ne da jih samo doživite, ampak da jih tudi ponotranjite. Hvala lepa, Živa. Zana, poezija je literarna zvrst, po kateri se ne seže pogosto, zato si je potrebno vzeti čas, ampak zmeraj, ko to naredimo, smo tudi bogato nagrajeni. Saša Vegri je to lepo ujela v misli takole: zakaj vse te besede? Zakaj? Ne vem. A srečna sem, da ti to lahko povem. Hvala lepa, zelo lepo. Tekmovalci, mi pa preverimo, ali ste dobro poslušali in boste znali izluščiti odgovor na tole vprašanje. Katera od naslednjih misli bi po Zaninem razumevanju lahko veljala za zdravilno laž? A. Bolje vrabec v roki kot golob na strehi. B. Vaza se je razbila kar sama od sebe. C. V podzemlju se skrivajo vile, ki ponoči oživijo. Ali D. Domišljija je prostor brez pravil in meja. Ker je v domišljiji. Dobar te. Rumeni so izbrali odgovor C, vijoličasti pa odgovor D. Domišljija je prostor brez pravil in meja. Ja, Zana zdravilne laži razume kot neresnico, ki jo v sebi nosi domišljija. Zares domišljijski pa je le odgovor C, ki je 5 točk prinesel rumenim.